Nadaljujemo tako, kot smo rekli že prej. Skratka, v tem drugem delu bomo pogledali prijavnico. Na začetku sta mislim, da sem eden ali pa dva slajda, kjer smo šli pač čez te splošne stvari, pol se bomo pa kar predstavili na prijavnico skratka na obrazec, pa bomo šli čez po kategorijah. Velja pa enako pravilo, kakor prej pri Tini, načeloma, če imate karkoli za vprašati, lahko se unmutate, vprašate ali pa pač postavite vprašanje v chat, pa bomo se vmes ustavili pa odgovorili po delih, da ne bomo preveč dolgo čakali na enega, drugega in tretjega. Najprej pač čisto splošno, dajte res prebrati navodila, dajte pogledati celo prijavnico najprej, zato da boste pač, upam, da razumeli našo logiko, kaj je, kako je, zakaj je. Pa bodite konkretni pa jasni. Dakle, splošno pravilo je ne pisati okrajšav pa nekih strokovnih izrazov, probite pač res čim bolj plastično povedati, kaj delate, kako delate, zakaj delate, predstavljite si, da se pogovarjate z, ne vem, babico, teto ali pa z nekom, ki pač je prvič slišal za nevladne organizacije. Pazite na to, ko boste postavljali cilje, da so smart, pa ko boste govorili o rezultatih in tako naprej, pač enako. Na vseh ravneh, skratka, morate biti toliko specifični, da jih lahko zagrabite. Morajo biti taki, da jih dejansko lahko zmerite. Ne rabite nam sicer povedati, na kakšen način jih boste merili, ampak morate pa vi vedeti, kako jih boste merili, zato da bomo vedeli, da jih znate, da jih boste lahko zmerili, kaj jih bo treba zmeriti, ker bomo na podlagi tega tudi pač postavili potem tiste rezultate, ki jih morate doseči. Tako da pač res pazite na te stvari, pa dajte biti pozorni tudi na vse kriterije za ocenjevanje. Objavljeni so pač v razpisni dokumentaciji, tam na straneh 13 pa 14, predvsem kar se tiče ocenjevanja kakovosti strateških načrtov oziroma tega osrednjega dela prijavnice in tudi vaših strateških načrtov, no, so tle ključne zadeve, ki jih morate odgovoriti, ki jih morate nagovoriti. To bom dodala tudi odgovor na vprašanje, kakšen pa mora biti naš strateški načrt oziroma to večletni delovni načrt, ker ni predpisanega obrazca, ni nekega pravila, ampak velja samo splošno pravilo, da mora biti tak, da bodo lahko ocenjevalci dejansko dobili podatke, ki jih rabijo, zato da lahko vašo vlogo kvalitetno ocenijo. Vse ključne stvari smo dali itak v prijavnico, ampak so pa določene stvari, ki se nanašajo pač tudi na ta vaš strateški načrt, na splošno, tako da dajte te stvari si res preden boste sploh začeli izpolnjevati prijavnico, dajte si te stvari res dobro pogledati. To bomo šli potem. Zdaj smo pa res na prijavnici. Bomo šli kar čist od začetka. Jaz se bom tudi potrudila tole dati na toliko veliko, da boste, upam, da videli tudi, kaj je kje zapisano. Tlele, mislim, da je že dovolj veliko, ne? Pa še vedno se vidi celota. Ok. Čist prvem delu mislim, da ni nobenih nekih res posebnosti, tam vas sprašujemo o vaših klasičnih podatkih, kdo ste in kaj ste. Tako kakor pri unih prejšnjih razpisih je poleg tega zraven tudi pač en Excelov dokument, kjer morate vpisati vaše najbolj splošne podatke, kontaktna oseba, naslovi in tako naprej. Ne pozabite izpolniti tudi tistega, pa prosim vas tudi, da tiste Excelove tabelce ne pretvarjate v PDF, Word ali kjerokoli drugo obliko. Z razlogom smo jo dali v Excel, zaradi tega, ker pač nam služi potem kot baza podatkov, ki jo moramo uvažati naprej, pa obdelovati naprej. Tako da nam boste olajšali delo, če jo boste pustili v obliki, kakršni je. Tukaj v bistvu pišete pač klasične stvari in pa pač vaš povzetek, zelo na kratko. To so pač tisti vpisi, ki jih rabimo potem tudi za objavo na spletnih straneh, ne samo naših, ampak tudi donatorjev. In pa pač za ta vpis v nek splošen sistem, ki ga moramo mi voditi, tako da tle ni zdaj kaj dosti. Držite se omejitev, tukaj pač res na kratko poveste, kaj in kako. Potem je že prva zadeva, ki je pomembna, da ste pozorni in sicer to, da se osredotočite samo na eno prednostno področje v tem delu. To pomeni, da tukaj samo enega izberete, potem naprej pri vsebini, tudi pri projektih pa lahko nagovarjate oba. Ampak načeloma je pač
tukaj označite tistega, ki se vam zdi pomembnejši za vaše delo, ki ga mogoče malo bolj naslavljate, malo bolj nagovarjate, pa načeloma je to tudi tisto področje, kjer boste bolj naslovili te naše programske rezultate, skratka cilje, ki se najbolj sklada s temi našimi cilji programa Active Citizen Fund. Tako da tukaj pazite samo na to, da boste označili enega. Označite še geografski domet organizacije, tukaj pač nas samo zanima, ali delujete samo bolj lokalno oziroma regionalno, ali pa delujete pač v vseh regijah, skratka na ravni države. Če označite v vseh regijah, potem ne rabite označevati v vseh ostalih. Tako da samo to. Potem pri dejavnostih je tukaj pač ta nek vaš splošen opis organizacije kot take, ne samo tisto, kar je bilo, kar se nanaša na področje, ki ste ga zgor zbrali, ali pa pač v bistvu na te oba področja, demokracije in človekove pravice, ampak dejansko na dejavnosti organizacije kot take. Omejeni ste kar precej, tle ne boste mogli zelo dolgo in široko, tako da se dajte res fokusirati na te glavne zadeve. Enako pri rezultatih, tudi te rezultati so pač tisti trije največji ključni, ni nujno, da so vezani na izbrano področje, lahko pač lahko se bodo pač v bistvu nanašali samo na ta področja, ampak če pa to samo en del tega, kar vaša organizacija dela in počne, potem boste pa verjetno tukaj izpostavili pač mogoče tudi 3 različne področja. Tako da dajte pač pogledati na tisto, kar ste res vi kot organizacija najbolj ponosni. Tisto, kar se vam zdi kot, s čimer bi se spet pohvalili babici, teti, stricu, ne vem komu, nekomu, ki bi vas prvič vprašal, kaj pa vi delate, kaj pa vaša organizacija počne. Take stvari iščemo. Potem pa od vas zahtevamo tudi povezavo do spletnih mest, kjer so objavljeni člani organov, letno vsebinsko poročilo, finančno poročilo in pa kjer so predstavljene glavne dejavnosti in pa dosežki organizacije. Tle smo dali kot kriterij za ocenjevanje to, da so pač podatki dostopni, ne samo objavljeni, kar pomeni, če nam boste dali neke čudne linke skrite, do katerih normalen uporabnik spletne strani pač ne more priti, ne boste pač pozitivno ocenjeni oziroma bodo pač ocenjevalci to upoštevali pri dodelitvi točk. Res se pač gre za to, da želimo spodbujati transparentnost organizacij, ampak ta transparentnost pa velja samo, če so pač podatki dejansko dosegljivi, kar pomeni, da so objavljeni tudi na mestu, kjer bi ga pač povprečen uporabnik pričakoval. Če imate pač neko rubriko tam že na spletni strani letna poročila, je logično, da bo to pač tam. Drugače pa, ne vem, ponavadi tam nekje pri opisu organizacije ali pa kjer je o nas, ali pa ne vem, pač načeloma mora biti to nekako smiselno umeščeno na spletno stran. Še vedno smo pa pač, želimo od vas pač direktne linke, glih zaradi tega, da pač ne bi ocenjevalci izgubljali preveč časa z iskanjem, pa tudi zato, ker mogoče pač še vseeno to so nekje dostopni, ampak niso pa mogoče tam, kjer bi si jih mi najprej pričakovali. Potem imamo pač prihodke, mislim, da tle nekaj zadosti povedati, če pišete skupne prihodke glede na pač stanje v bilancah, tisto, kar ste pač oddali na IPES in tudi tisto, kar nam boste itak dali zraven. Pri zagotovljenih finančnih virih nas pa v bistvu zanima samo okvirno, koliko virov že imate zagotovljenih v letošnjem letu. To ne pomeni čist vedno nujno, da morate imeti vse že 100% podpisane pogodbe in tako naprej, ampak če veste, da ste vsako leto, ne vem, iz namenitve dela dohodnine dobili 5.000 evrov, lahko rečete, ja, ok, to je tudi že zagotovljeno, oziroma letos ga lahko celo podvojite, ker zelo verjetno bo pač bil letos podvojen. Enako velja za kakšne članarine ali pa pač neke take. Skratka, koliko so tisti prihodki, na katere že lahko z neko veliko verjetnostno računate, recimo temu, da za vse, kar ste vsaj 80% plus sigurni, da boste dobili, lahko vnesete tle noter. Vemo, da je pa vedno možnost, da pač kaj ne gre skozi, ampak še vedno pač ne. Zanima nas pač res ta okvir, ker spet smo na organizacijskem proračunu, ne spuščamo se v detajle financ in tako naprej. Tukaj pač morate pa navesti v bistvu, kateri so bili ti vaši viri v preteklosti. Skratka, spet se upošteva obdobje od 2017 do 2019,
približna razdelitev, ne rabite na tle v 15 decimalk zadnji, tudi pa če boste zaokrožili procente na cele številke, ne bo nič narobe. Gre bolj za pač neko približno razdelitev teh stvari, tudi zato, da mi vidimo v bistvu, kje so tiste stvari, ki jih je mogoče tudi smiselno potem še naprej razvijati, ali pa mogoče kje stvari imate že dobro razvite, pa kje ne. To je spet podatek, ki ni direktno vezan na neke kriterije za ocenjevanje, ampak so pač potem tudi podatki, ki bodo nam služili naprej, ko bomo z vami se dogovarjali tudi o tem, kje so tiste stvari, ki bi jih bilo smiselno izboljšati v organizaciji, oziroma kje so tista področja, ki jih morate pri vašem delovanju nasloviti. Potem imamo pa število zaposlenih in pa ključnih prostovoljcev. Tukaj sta dve vprašanji, in sicer eno je število zaposlenih, kjer se nanašajo na, kaj zdaj to pomeni, če imate pa 2 zaposlena, ampak oba samo za polovičko, dajte pač upoštevati polno zaposlene, zato da bomo pač približno vsi na istem. Pri številu ključnih prostovoljcev pa v bistvu tiste, ki z vami redno sodelujejo. To pomeni, da ne upoštevate tukaj pač prostovoljcev, ki mogoče pridejo enkrat letno vam pomagati en dogodek oddelati, ampak res nekoga, ki je pač v bistvu vpet v, ne vem, cel en sklop vašega programa, pa je to lahko, ne vem, to, da vam pripravlja spletne novičke vsakič nek prostovoljc, ali pa to, da nekdo skrbi za vaš Facebook page, ali pa to, da, ne vem, deluje kot prostovoljc na telefonu, ali pa pač kot prostovoljc vodi neke krožke za mladino, ali pa karkoli takega. Skratka, nekdo, ki ima neko vlogo tudi v sami vsebini. Pogledamo še podatke o projektih, pa gremo pa pogledati še vprašanja, ker sem bila zdaj že kar velikih vlog. Mislim, da smo o projektih že kar nekaj povedali že v unem osnovnem delu, kjer je pač Tina govorila. Tukaj je v bistvu ta obrazac, ki ga morate pač izpolniti. Skratka, vedno poveste ime projekta, kakšna je bila vaša vloga, kdo ga je podprl, številka pogodbe, ki je podpisana, vrednost projekta, višina sredstev, ki ste jih vi prejeli, in pa pač obdobje izvajanja. Kakor smo rekli, veljajo vsi projekti od 1.1.2017 naprej, lahko se še vedno izvajajo in to je to. Potem morate opredeliti še cilje pa rezultate, aktivnosti pa pač spletno stran, če obstaja. Kadar govorimo o projektu, vedno govorimo o neki zaključeni celoti. Skratka, vsak projekt mora imeti svoj začetek pa svoj konec, pa mora imeti pač neke določene rezultate, zato da govorimo o projektu. Tako da, kolikor to imate, potem pač to paše noter. In ja, lahko se nanašajo projekti samo na eno področje, lahko se nanašajo na oba področja, lahko je tudi en projekt, ki se nanaša na oba področja. Skratka, tukaj pišete vse, kar paše na ta 2 prednostna področja, torej demokracija pa človekove pravice. Pa spet ta demokracija je ta širša, skratka, tudi aktivno državljanstvo, dobro upravljanje, transparentnost in na področju človekovih pravic še enaka obravnava, preprečevanje diskriminacije in tako naprej. Skratka, tle 3, mislim, da imamo po defaultu 3 bokse, če imate več projektov, si jih pač skopirajte, pa dodajte še za tiste 2, ne pa jih pisati več kot toliko. Poštevali bomo samo prvih 5, skratka ne pisati več, 5, to je to. Zato sem rekla, berite navodila. Evo, zdaj gremo pa pogledati vsa vprašanja, ker se jih je kar nekaj nabrali. Samo da jaz najdem tole. Jasmina Ploštajner je prva. 11:33, ja. Ok, zdaj bo. Mal je zmrznil, ampak mislim, da bo. Ok, članov upravljanja. Ok. Čakaj, ali obstaja premajhen delež pri zagotovljenih virih? Ta je bilo prvo. Še eden zgoraj, link do predstavitve glavnih dejavnosti in rezultatov. Ok, ja, mi imamo vse projekte zlistane na eni strani, vsa orodja na drugi, ali je to ok? Ja, to je čisto ok, lahko date pač v bistvu 2 linka in je to. Verjetno, da bo tudi pač še kje drugje, ker imate pač mogoče razdaljene stvari po področjih in boste pač dali samo linke po posameznih področjih in je to tudi ok.
Ali obstaja premajhen delež zagotovljenih virov? Ne obstaja premajhen delež zagotovljenih virov. Mislim, vsi smo na istem, redko kdo od nas ima dolgoročne pogodbe, ki bi bile pač res za zihar in podpisane za naslednjih 5 let naprej. Tako da nam je pač jasno, da naj spet pač upoštevamo tisto, kar je, na kar načeloma lahko računamo, kar pač vemo nekako, da bo prišlo. Tudi čist pri CNVOS-u tega ni prav veliko, razen tisto, kar pač so pogodbe, ki so dolgoročne, ampak drugače pa ne. Nam je pač jasno, da je financiranje slovenskih nevladnih organizacij več ali manj res enoletno, če že, pa še to dostikrat zamudo in vse ostalo, tako da razumemo, nimamo tle nobenega kriterij, tu pač ni direktno vezan na to. To je bolj zaradi te naše krepitve, oziroma zaradi informacij, ki jih potrebujemo potem zaradi vaših krepitev za naprej. Vprašanje glede članov upravljanja. A tukaj moramo javno upraviti, na primer, upravni odbor ali pa tudi nadzorni odbor, strokovni svet, častno razsodišče. Okay, ja, načeloma pač tukaj objavljate tiste, ki nadzorujejo vaše poslovanje. Zdaj pa v vsaki organizaciji bo to pač malo drugače, odvisno od tega, kakšna je vaša struktura in kdo je tisti, ki pač je vključen. Če imate upravni in nadzorni odbor, potem bi rekla, da je fajn, da sta pač objavljena tudi oba dva, ampak je pa to spet pač čisto odvisno od organizacije do organizacije. Objavljen mora biti vsaj tisti, ki ima največ vpliva na to, da nadzoruje tiste, ki pač vsakodnevno menedžerirajo z organizacijo. Skratka, tisti, ki so neposredno nad vami, tiste se objavi. Ali pri prostovoljcih se štejejo tudi mednarodni prostovoljci v programu Evropske solidarnostne enote? Ja, absolutno ja. Sploh tisti, ki pač pridejo za dlje časa, ne samo za kakšnih 14 dni nekaj na hitro delati, ampak če pa govorimo tle o teh, ki so pač z vami tudi celo leto in tako, pa absolutno ja. Imamo nekoga, ki z nami sodeluje 3/5 delovnega časa, predvidevam. Ali takšnega sodelovanja torej ne navedemo. Ne, to samo pomeni, da pač ga upoštevate v 3/5 in pač, če imate, ne vem, sicer zaposlene full time 4 ljudi, napišite tam, da imate 4,5. Oziroma 4 pa 3/5, čisto točno, ampak načeloma za pretekla leta, oziroma tudi za 2019 lahko pač vzamete podatek tudi tisti, ki je na izkazu iz poslovnega izida na IPES-u, spodaj dol pač se izračuna povprečno število zaposlenih glede na število opravljenih ur. Lahko naredite tisti podatek. Lahko pa pač tudi vpišete noter, ne samo številko, ampak še napišete zraven, da pač imate 3 full time, pa pač enega, ki je tako. V bistvu so to pač same informacije za nas, pa nismo vezani na to, da morajo biti tam noter samo številke, tako da povejte to, kar imate. Ne rabite pa navajati tukaj zraven, pač ne vem, tudi to, da imate 10 zunanjih sodelavcev, ki z vami sodelujejo in tako naprej. Pač dajte se res fokusirati na tiste ključne zaposlene. Ali je objavljeno finančno poročilo obvezno tudi za zavod? Nič od tega ni obvezno, ampak je pa kriterij ocenjevanja. Pač transparentnost organizacij se bo ocenjevala, ne bomo vas silili v to, da pač stvari objavite in da so pač javno dostopne, želimo pa si in spodbujamo tudi s temi kriteriji, ki so navedeni tako, kot so navedeni, to, da bi čim več organizacij dejansko sami proaktivno objavljali stvari, ampak ne boste pa zaradi tega, ne vem, padli ven ali pa karkoli takega, no. Boste pa zgubili točke na transparentnosti, to pa ja. In ja, to veljajo pač vsa ta priporočila glede transparentnosti, ne glede na pravno obliko, v kateri delujete. Ključno področje gre za to, da izbiramo, katerega od obeh bolj prednostno nagovarjate. Okay. Ja. Ali nas sprašujete po splošnem prednostnem področju organizacije? Ne, sprašujemo vas po splošnem prednostnem področju organizacije, zato ker nam je jasno, da tle lahko delujete overall tudi na nekem drugem področju, ne vem, čisto v vašem primeru, ja, pač na področju mladine.
ampak v bistvu od teh dveh, kateri se vam zdi bolj ključen. Skratka, tisti, ki bo bolj, pri katerem boste več nekih rezultatov doprinesli v okviru programa ACF. Tako da ja, ne splošno, ampak tistega, ki znotraj teh dveh vaša organizacija bolj nagovarja. Programi javnih del so samostojen projekt. Štejejo zaposleni prek javnih del v statistiko, štejejo sredstva za javna dela v prihodnje prihodke. Javna dela sama po sebi niso projekt, ker nimajo vsebine. Javni delavec je pač nekdo, ki ga dobite, ampak javni delavec ima potem neke naloge za opraviti. In te naloge se lahko izvajajo v okviru posameznega projekta, ampak to je spet odvisno od tega, kar imate vi. Javna dela, javni zaposleni oziroma zaposleni preko javnih del absolutno štejejo tudi v statistiko. In tudi sredstva za javna dela lahko upoštevate pri prihodnjih prihodkih, če je to neka ustaljena praksa v organizaciji. Če ste pač samo letos dobili javna dela, pa niste ziher, ali boste pač naslednje leto tudi dobili ali ne, potem jih ne upoštevajte, zaradi tega, ker je pač ta verjetnost tega, da boste dobili še precej na majavih nogah. Ampak če je pa to nekaj, kar pač je že redna praksa v vaši organizaciji, da ste bili pač do zdaj že 3-4 leta uspešni na razpisu, da pač vsakič znova to dobite, potem pa lahko pač upravičeno domnevate, da bo pač tako to naprej. Ok? Še kakšno vprašanje zdajle v tem delu? Ali gremo na ta resno vsebino? Ok. Pa pojmo še v ta resno vsebino. Menjava tolmačk? Da. Dobro. Super. Evo smo. Ok, zdaj, kakor je pač Tina rekla že na začetku, načeloma morate že imeti nek obstoječi pač delovni načrt oziroma večletni delovni načrt oziroma strategijo. In ko ste tega sprejemali, nas bo zanimalo, na kakšen način ste ga sprejemali, kako ste pač prišli do tega, kdo vse je bil vključen, koliko časa je trajal celoten postopek, kako ste se to organizirali, ali ste šli kam za vikend, pa se tja noter zaprli za 2 dni, pa naredili vse v enem šusu, ali ste pač v bistvu imeli neke ločene seje za vsak sklop posebej. Skratka, tle nas zanima več informacij o tem procesu zadaj, kako ste pač prišli do organizacijske strategije. Poslanstvo in vizija, upam, da ne bi smela delati preveč težav, jaz res upam, da pač imate to nekje že zdefinirano, da je to pač res nekaj, kar vas že zdaj vodi pri vašem delu in jo pač tukaj v bistvu samo prepišete iz tega strateškega, oziroma tudi verjetno imate že kje na spletni strani objavljeno. Sledijo v bistvu pa tisto osrednji del in tukaj ne glede na to, kakšen je vaš strateški načrt, o katerem smo govorili gor, tukaj morate pokriti obdobje od maja 2021 do marca 2024. Lahko vi priložite zraven kot prilogo, kot strategijo, lahko se nanaša, ne vem, na obdobje 2018-2021 ali pa 2021-2030 zaradi mene, ampak v tem osrednjem delu prijavnice pa skozi govorimo o obdobju od maja 2021 do marca 2024, ker tukaj nas pa v bistvu zanima tisto, ker je to pač v bistvu tisti del strategije, na katerega bo pač naš prispevek imel največ vpliva in to je pač tudi tisti del, ki bo v bistvu vezan na naše financiranje, no. Pomembno pri tem je pač to, kar sem tukaj obarvala, da pri strateških ciljih, dve kategoriji dol, ne vpišete samo na tiste cilje, ki se nanašajo na demokracijo ali človekove pravice, ampak dejansko vpišete strateške cilje vaše organizacije v tem obdobju. Je pa res, da smo kar zahtevni, da smo vam precej omejili prostor, na katerem lahko to pišete, ampak se da napisati tudi na kratko. Okay. Prva kategorija, ki jo morate izpolniti, so pač potrebe in izzivi okolja. Jaz res močno upam, da je to nekaj, kar je vsem jasno, kaj to je in kaj to bo. Imate vprašanja, dajte na ta vprašanja odgovor, dajte se res tudi pač v bistvu vprašati, zakaj delate to, kar delate in katere potrebe s tem nagovarjate. Potem so strateški cilji, spet
tudi pri tistih, ki imate že strateške načrte, morate malo pogledati, če so to res strateški načrti, ki pokrivajo vsa ta obdobje, ali pač morate v bistvu mogoče najti še kakšnega za zraven, ki bo v bistvu določil te vaše glavne smernice za prihodnja 3 leta. Tukaj je pač en vzorec naveden, samo tako, da vam pač damo en primer, kaj zdaj to pomeni. Ta je sicer pač, recimo temu, lahko dosti splošen, še vedno bi bilo tle pač treba potem razmišljati tudi o tem, kako bomo to spremljali pa dokazovali, pa v bistvu imamo potem pač tam pa rezultatih pa bolj konkretne zadeve. Evo, recimo, tukaj smo rekli, da so pač naši ti rezultati to, da si želimo pač še okrepiti sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami pa mladinskimi organizacijami, da bomo pač sklenili tudi neka strateška partnerstva. Želimo si pač tudi razširiti bazo prejemnikov novičnika, zato da bomo pač razširili naš domet in pa vzpostaviti še nove infotočke v lokalnih skupnostih. Tukaj, če boste brali, malo nerodno, ker se je glih stran prelomila, ampak če pač berete, tukaj, kaj od vas želimo, hočemo imeti rezultate in pa kazalnike, s katerimi boste to preverjali. Tukaj so pač v bistvu kazalniki tudi zraven zapisani, to pač +3, vemo, da je števila, torej 3 nova sodelovanja. Ne rabite jih potem še enkrat dol zapisovati pač posebej, lahko pa, če jih ne boste, če pa tukaj zgoraj pač v bistvu ne bi bilo teh številk že zraven v bistvu določenih, je pa potem smiselno, da pač potem spodaj še določite, kaj je pač kazalnik za posamezen rezultat. In je pač jasno, in to so potem spet tiste stvari, ki jih bomo od vas zahtevali, da jih dejansko naredite. To so tiste stvari, ki bodo pač tudi del pogodbe, in to so tiste stvari, ki bomo pač potem spremljali čez ta 3 leta, ali se res premikate bližje temu. Tako da dajte dosti dobro razmisliti, kaj je tisto, kar lahko obljubite, kaj je tisto, kar ima nek smisel z vidika tega, kar vi počnete, kaj vaša organizacija počne, in tudi kaj je tisto, kar lahko tudi izmerite. Spet spomnite se, da morajo biti pač cilji smart in da so dosegljivi. Potem se nanaša en sklop na področja, ki jih želite razvijati. To je tisto, kar je pač Tina tudi omenila pač na začetku. Damo vam 30 jurjev letno, kaj boste s tem naredili, da bo imel nek učinek, da bo prinesel neko spremembo. In tukaj so pač v bistvu tista področja, ki jih želite razvijati. Ne rabite tukaj pisati pač vseh področji znotraj organizacije. Jasmina recimo je dala dober primer, pač danes je nov dan, se ukvarja z več različnimi stvarmi, ampak evo, ona je izpostavila pač to okrepitev zagovorniške vloge in pač bi tukaj lahko v bistvu opisali ta razvoj nekega zagovorniškega dela organizacije in na kakšen način ga nameravajo razvijati v teh 3 letih. Lahko se pač to nanaša tudi na neko tretje področje, lahko se nanaša čisto na, tukaj smo dali za primer pač izobraževanja v bistvu, oziroma tega sklopa EU za mlade, kjer se bo pač več poudarka dalo v napeljavo nekih inovativnih praks dela z otroki pa z mladino, pa na dodatno mreženje pa grajenje partnerstev in pa teh skupnosti. To je recimo to, zato da vemo, v katero smer želite iti kot organizacija. Katera so zdaj področja, ki ste mogoče ugotovili, da že res, da vi že 15 let delate nek program, ampak ste ugotovili, da ta program ni več potreben, pa ni več okej v taki obliki, kjer je, in ga boste pa zdaj spremenili, nadgradili, pripeljali bližje ljudi, modernizirali, karkoli pač je že potrebno. Tukaj pazite na to, da so to lahko pač dejansko stvari, ki so vezane na program, na vsebino, kakor tudi čist na razvoj organizacije kot take. Dostikrat se te stvari pač prepletajo ena z drugimi, kot ne vem, za razvoj zagovorniškega centra morate zaposliti pa pravnika ali pa morate enega, ne vem, direktorja poslati na tečaj komuniciranja z mediji, zaradi tega, ker je blazno slab pri nastopanju v javnosti in vam to pač zbija
potem kredibilnost pri vaših zagovorniških aktivnostih. Ne. Lahko so stvari prepletene, lahko jih omenite pa eni ali pa drugi, ampak dajte razmišljati tako o tem, kar je tisto, kar se nanaša na organizacijo kot tako, kot tisto, kar je pač čisto programsko vsebinsko. Tukaj je potem pač napredek, ki ga želite doseči v teh 3 letih, na kakšen način, kaj bo to zdaj pač čisto konkretno pomenilo in koliko velik je zdaj ta napredek. Pač spet pazite na to, da bo to čim bolj konkretno, zato da pač je jasno, kakšni so vaši cilji v tem obdobju. No? Da vam je res v bistvu nek kaže pot, kaj in kako si želite delati v naslednjih letih. Spet je kar nekaj vprašanj, tako da bomo šli nazaj na vprašanja. Da se jih ne nabere preveč, pa da ne skačemo preveč, oziroma da se ne vračamo pol preveč nazaj. So kazalniki lahko tudi na ravni ciljnih skupin, naprimer vsaj 3000 mladih ozaveščenih na področju delavskih pravic. Ja. Načeloma lahko, ampak ja, ta ozaveščenost bi mogla biti pač tle v bistvu bolj zdefinirana, kaj zdaj to pomeni, na kakšen način jo boste pač preferjali. Ker če je sam tako, pol je to recimo nekje na nivoju, kakor da bi rekli 3000 mladih bomo imeli na delavnicah in je pač preveč v bistvu direkten, preveč vezan na nek output. Če pa boste pač res zagotovili, da boste pri 3000 mladih nekje naredili ta premik, da se bodo pripravljeni fajtati, da se bodo včlanili v sindikate ali pa v neke organizacije, ki se borijo na področju delavskih pravic, pa karkoli takega, potem pa ja. Tako da ful je težko reči, zaradi tega, ker je pač odvisno tudi od vaše strategije in vsega tega, kar je zadaj. Če pač, ne vem, bi bil to v bistvu cilj za nek celoten sklop vašega dela na področju delavskih pravic mladih, da imate, ne vem, izobraževanja, neke medijske kampanje, poseben page, kjer boste razložili vse to in pač na koncu vsega tega želite priti do tega, da boste imeli 3000 mladih, ki zdaj pozna pravice, ki se fajta, ki pač na razgovoru za službo ne bo odgovoril na vprašanje, koliko ima otrok, pa kdaj se misli poročiti oziroma postati noseča ali pa podobne stvari, ali pa ko bo pač, ne vem, ko bo dobil v podpis aneks, da pač se obljublja, da ne bo še 5 let zanosil, oziroma pač največkrat zanosila, no. Pač ne, da ne bo tiho pa podpisala tacga aneksa, ampak da bo rekla, hej, a ste normalni, potem pa lahko ja, no, ampak saj pravim, pač paziti na to, da so še vedno pač merljivi in da lahko to nekako zgrabite in da to tudi pač nekako dokažete. In zato bi bilo mogoče boljše, ne napišete samo to pač o zaveščenih, ampak da dejansko tudi mogoče tisti primer, ki je pač dala pač Tina, da jih ja pozna, da pač ve, kako jih uveljaviti, ali pa ne vem, lahko tudi posredno s tem, da koliko se jih včlani v kakšen sindikat ali pa v mladinski organizaciji, ali pa koliko jih je, ne vem, bolj aktivnih v tem boju za delavske pravice. Se pravi, tu bi samo dodala v čem je razlika, ne? Kar nas zanima, ko govorimo o rezultatu, je torej vprašanje, kaj se zgodi kot posledica aktivnosti. Pri nas je pa pač, ker če rečeš ozaveščeno, kaj to pomeni? Ne? In je zelo pomembno, da vi tudi, če greste recimo na delavnice, pač morate vedeti, zakaj delate delavnice, kaj bi radi z njimi naredili in je rezultat potem to, kaj se torej pri ciljni skupini ali v glavi ali na terenu spremeni. To nas zanima, ne? Pa mogoče tudi to, v bistvu nam je boljše, če ne pišete, da greste na delavnice, zaradi tega, ker pol se zelo v okvirte, ampak je bolj, da izpostavite to, kar želite pač spremeniti. Ne vem, ja, 90% mladih še vedno, če dobijo aneks, s katerim se zavezujejo, da ne vem, ne bodo imeli otrok še naslednjih 3 let, pač tiho podpiše, bi bil super cilj na tem področju, da rečete, evo, to bomo zmanjšali na 60%. Vsaka ta druga skoraj se bo pač uprla temu.
In je to pač en tak super cilj in lahko imate potem znotraj tega in delavnice in kampanje in spodbujanje k učlanjevanju, lahko tudi, ne vem, svoj sindikat postavite, pa se fajtate, skratka, veliko več možnosti imate, kaj so zdaj tiste aktivnosti, s katerimi boste to dosegali. Ker če pa rečete samo delavnice, pa ste pač fiksno vezani na te delavnice, pa lahko mi ugotovite, da rata korona pa delavnic ne morete delati, ali pa ne vem, okay, lahko jih delate online, sam ni pač isto, pa drugačen učinek imajo, ali pa če vmes ugotovite, da delavnicami nič ne dosežete, ker se pač mladi še kar pač isto obnašajo, kot so se predtem. Vi ste se pa zavezali k delavnicam, pa jih ne morete pač zdaj zamenjati z nečim tretjim, ker imate v glavi sam delavnice. Tako da pač ja, fajn je, da pač izhajate iz tega, kje točno je problem in pol probate najti rešitev za točen ta problem in spremeniti točen ta problem oziroma mal izboljšati stanje točno na tem problemu. Tako da jaz bi vam še enkrat rekla, dajte najprej čisto dobro razmisliti, kateri so problemi, s katerimi se vaša organizacija ukvarja, pa zakaj se s tem ukvarjate, pa boste tudi lažje v bistvu ugotovili, kako zdaj, kje so tiste spremembe, ki jih hočete tudi vi konec koncev videti. Okay. Notranje predpostavke. Skratka, kaj se mora spremeniti na ravni vaše organizacije, da bi lahko dosegali te cilje. To je pač to, da pogledate, kje zdaj ste pri organizaciji, kaj so tiste potrebe, ki jih imate vi kot organizacija. Včasih je to, da imate premajhen prostor, včasih je to, da rabite pravnika, včasih je to, da rabite vodjo pisarne, včasih je to, da morate pa v bistvu čisto notranjo strukturo si postaviti, ker še nimate, ker ste mogoče v zadnjih 3 letih na hitro zrastali, pa ste zdaj v bistvu nekje lovite, pa noben ne ve čisto dobro, kje ste pa kaj ste in je pač to nekaj, kar rabite najprej postaviti zato, da boste sploh lahko delali tudi potem na teh strateških ciljih, skratka pač postali bolj dobro stoječa organizacija. Tukaj ne pisati največ, ne se fokusirati na denar, ker če boste rekli, ja, če bi imeli še 30 ur več, bi lahko naredili to pa to pa to, tle vam mi denar damo, zdaj nas zanima, kaj nam boste s tem denarjem pač naredili in kaj bo zdaj razlika med tem vašimi programi, ki jih imate zdaj, pa vsebinami, ki jih pokrivate, pa načinu vašega delovanja in potem, ko bo pol. Potem so pa še zunanje predpostavke, to je tista klasična, kaj so pa pač tiste stvari, ki so zunanje in vas v bistvu ovirajo na poti vašega razvoja, oziroma kaj so tiste zunanje stvari, ki bi jih radi spremenili, oziroma ki bi se mogle spremeniti zato, da bi pač vi imeli lažjo pot do tega, do dosega teh ciljev, ki ste si jih pač zadali. Ja, eno je pač ta večja pripravljenost šol, kakor smo že dali pač ta primer, lahko je pač čisto odvisno zdaj na katerem področju, včasih tudi pač, ne vem, pripravljenost staršev na kakšno sodelovanje ali pa mladih, da se pa zaktivirajo, skratka pač čisto odvisno od tega, kaj delate in kako delate. Spremljanje in vrednotenje. Oprosti, mislim, da moramo tolmačke menjati. A že? Ja, okay. Vse spremljam, tikar. Dobro, super, evo, menjamo. Očitno mi 20 minut res hitro mine. Okay. Na področju spremljanja in vrednotenja, načeloma bom rekla tako, če boste gor bili jasni pri kazalnikih, vam bo to se napisalo skoraj samo od sebe, ker pač nimaš kaj več pač povedati, kaj in kako, če je tvoj rezultat, da imaš 5 novih strateških partnerjev, ti je hitro jasno, na kakšen način lahko to spremljaš in kako boš videl, ali se premikaš v pravo smer ali ne. Tako da, dajte si olajšati delo, dajte biti tam jasni, pa boste potem tudi tukaj, pa itak je pač spremljanje pa vrednotenje nekaj, kar je pač čisto klasična stvar pri vseh prijavnicah, mislim, da tukaj ne boste imeli težav. Edino, kar pač je, dajte razmisliti tudi pač ne samo o tem kvantitativnem spremljanju, ampak dajte razmišljati tudi o tem kvalitativnem delu in sicer tudi ali bi lahko, stalno se preizpraševati, ali bi lahko na kakšen način
drug način dosegali več. Torej, kaj bi bilo drugače, oziroma ali bi bili bolj učinkoviti, če bi namesto delavnic za mlade imeli delavnice za starše. Zdaj si izmišljujem, ampak ne. Včasih je treba vprašati, ali je bila tudi pot pravilna, ne samo, da smo prišli do cilj. Ker jaz lahko pač do Kopra pridem tudi po vseh starih poteh, samo bom rabila pač malo dlje časa, kot če bom šla po avtocesti. Včasih je pač bolj smiselno iti po vseh okoliških poteh, ampak je tudi pač spet odvisno od tega, kaj jaz hočem in kaj si želim. Če pa moj cilj pač prideti najhitrejši do cilja, potem pa to ni najboljša izbira. Ok. Pri vplivu na kapacitete organizacije smo vam dali kar en konkreten primer, ne bom ga brala, ker pač bo tam ostal na spletni strani in nima smisla, ampak tukaj je dejansko to, da pogledate, kje ste trenutno šibki in kaj bi v bistvu rabili. To je v bistvu podlaga za tisto oceno stanja in za našo podporo na krepitvi vaše organizacije, ki vam jo bomo nudili tekom izvajanja teh strateških načrtov. To ne pomeni, da je to pač nekaj, kar je zacementirano in se bomo tega pač držali kot pijan s plota, ampak to je samo zato, da mi vidimo, kako vi vidite, kje so vaši minusi. Potem bomo šli skupaj čez celo oceno, čez cel proces ocenjevanja organizacije, pa pač bomo to v bistvu še bolj razdelali, pa mogoče ugotovili, da kaj od tega niti ne rabite, ali pa mogoče v bistvu ugotovili, da je kakšen problem še kje drugje, ampak še vseeno tukaj pa rabimo tisto, kjer vi vidite, da rabite nek dodaten support. Pa tudi zakaj, ne? In potem je v bistvu pa še, nas zanima v bistvu ta dolgoročen vpliv na finančno poslovanje vaše organizacije. Skratka, kako boste zdaj kar najbolj izkoristili ta naš initial finančni support, zato da boste pač čez 3 leta v boljši kondiciji, oziroma tudi zato, da pač se vam ne bo čez 3 leta zgodilo, da bodo pač spet vaše finance padle za teh 30 jurjev, ampak da boste v bistvu to uspeli uporabiti kot neko bazo, na kateri gradite za naprej. Da pač razmišljate tudi o tem, kako boste pač v bistvu probali ta sredstva potem uporabiti tudi še za to, da bo pač v bistvu organizacija ne samo organizacijsko pa vsebinsko v boljši formi, ampak tudi finančno v boljši formi po 3 letih, ali pa vsaj pač ostala na tem isti ravni, tudi če ne bo več financiranja strani programa ACF. Ok. Hvala. Potem so pa še relevantne strategije za doseganje rezultatov programa ACF v Sloveniji. To je pač tisti del, kjer imate v razpisni dokumentaciji pač ta naš rezultatski okvir in spet tukaj lahko pač navajate tiste rezultate, ki se nanašajo tako na prvi, kakor na drugi prioritetno področje. Skratka, tukaj lahko greste in na človekove pravice in na demokracijo, ne rabite zbrati samo enega, kakor zgori. Ampak spet izpostavite pač tiste, kjer je tega več. Tam, kjer ste, ne nam tle umetno pisati nekih stvari, to hočem reči predvsem. Zaradi tega, ker se itak vidi. Iz vseh ostalih stvari se tle vidi, ali res delate na področju človekovih pravic ali pa demokracije. In če boste sam umetno nekaj napihvali za to, da bi se videli, je škoda vašega časa pa našega časa, tako da ne. Dajte se rajš pač fokusirati na enega ali pa 2, pa naj boste to taka, ki pač res boste doprinesla in kjer pač res je neka povezava, kakor pa da izlistate ne vem koliko, pa je v bistvu teh povezav glih ni ali so pa zelo šibke. Itak smo vas omejili na pol strani, tako da pač se potrudite, da ste kratki in jedrnati. Pri tistih stvarih, ki so pač res povezane, itak ne rabite dosti razlage, ker se vidi na daleč, da so povezane in da pač grejo z roko v roki, tako da mislim, da ne bi smeli biti težav. In je to še pač to, kar je treba dati zraven.
Skratka, ta večletni organizacijski delovni načrt, spet ne rabite je prilagajati za ta razpis, ne rabite je pač pisati na novo, morate pa pač paziti na to, da je vključeno tudi leto 2021 in da je pač pokriva vsaj dvoletno obdobje. To je pa to so pa vse smernice. Tle se lahko pač dejansko pač na tem, kar imate, to je pač tudi naša zaveza pač tudi nas do financerjev naprej, nočemo vas siliti v nek predpisan obrazec, v neko predpisano obliko, če imate pač vi vašo strategijo narisano, je lahko zaradi nas tudi narisana. Sam še vedno pa mora imeti te ključne elemente noter, te ključne elemente, ki so potrebni tudi za ocenjevanje. Tako da zato sem pač na začetku rekla, dajte prej res si prebrati, kjeri so te kriteriji. Večinoma smo jih itak zajeli z prijavnico kot tako, glih zaradi tega, da pač jih lahko nekje zgrabimo, pa dajte pogledati, če tiste stvari, ki so tam dodatno zraven. Čist praktično se bo pa verjetno zgodilo, da boste velika večina vas pač vzela te vaše trenutne strategije in jih pač majčkeno dopolnila še s kakšnimi podatki, ki jih mogoče zdaj nimate zajete noter. Ampak to so pač res neke malenkostne prilagoditve, absolutno ne pričakujemo, da boste pač čisto na novo spisali vse za naslednje 3 leta. Tako da to ni potrebno, če imate že nekaj, dajte pač v bistvu uporabiti tisto. In to je to, kar se tiče vsebinskega dela. Jaz predlagam, da gremo spet na vprašanja, pa če se prav spomnim, zdaj ni bilo nobenih, ne? Še. Ne. Tako da, kakšno vprašanje še? Medtem ko vi pišete vprašanja, bi mogoče jaz samo še nekaj rekla, ker mislim, da nismo dovolj poudarili. Strategija je vaša. Mi nimamo pričakovanj, mi nimamo vzorca, mi nimamo nobenih zahtev v smislu birokratizacije, nekih postopkov, karkoli. Tako da ne se obremenjevati z nami, vi se obremenjujte z vami. Skratka, ko boste pisali načrt za 3 leta, ostanite zvesti sami sebi, pa svojim željam, svojim načrtom, ker samo, če bo strategija vaša in to, kar vi mislite, da je treba narediti, vidite potrebe in bi radi te rešili, samo v tem primeru jo boste dejansko izvedli. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj nimamo vzorca strategije ali česarkoli in zakaj smo tudi v ta prijavnico, to, kar je Veronika navedla, v resnici dali primer, ki nima nobene veze z temo. Je samo pač primer, ki ponazarja, kaj pomeni rezultat, kaj pomeni merljivost, ravno zato, da vas ne bi zavedlo in bi vsi mislili, da morate temu slediti. To je primer, ki je samo pač po formi pravilen, ne pa po vsebini. Tako da prosim, sledite sami sebi, da sem lahko priročnik za samopomoč. Ja, ampak absolutno se pač tle strinjam. Mislim, v bistvu si delate načrt dela za naslednje 3 leta. To je nekaj, s čimer se boste vi zavezali boste k temu tudi pač v bistvu celo organizacijo kot tako, vse zaposlene. Ne si nalagati nekaj, kar ni vaše. To je pač to. Mislim, to je pač osnovno pravilo, tudi sicer prijavno vse razpise in tako naprej. Ne sam laufati za denarjem, zato ker je pač priložnost, če to ni del tega, kar vi počnete, če bi mogli zaradi tega, da lahko pridete tukaj zraven, noter preveč prilagoditi vaše delovanje, pa iti izven vašega poslanstva, pa vrednot, pa vizije, potem pač to ni pravi razpis za vas. Če to ni nekaj, kar je pač bistvo vašega dela, potem pač je boljše, da ga pač spustite. Še vprašanje je... Mislim, da si pravkar odgovorila. Nisem še prebrala. Ja, ampak... Smo zavod, ki izvaja oskrbo v skupnosti pri populaciji ljudi s težavami v duševnem zdravju. Seveda sočasno poteka zmeraj zagovorništvo, opolnomočenje, varovanje njihovih pravic, ampak je to sočasno ob izvajanju storitev. Ali se lahko prijavimo, če bi radi to področje še bolj razvili?
če je to res nekaj, kar si vi želite delati dolgoročno in pa če je to nekaj, kar izhaja iz vaše potrebe, zaradi tega, ker ste ugotovili, da je sam ta oskrba, ki jim jo nudite, premalo za to, da bi se vi počutili srečni s tem, kar počnete in to, kar počne vaša organizacija, potem ja lahko. Ampak če bi pa to nekaj, kar bi vi delali sam zdaj 3 leta, zato da boste pač zadostili razpisu in tako naprej, pa bodo mogli zato pač vaši zaposleni, ki so po srcu, da bom malo karikirala, no? Ampak ki so po srcu pač klasični socialni delavci, pa namesto tega se zdaj ukvarjati z zagovorništvom, pa brati zakone, pa vplivati na zakonodajo, pa ne, ker boste naredili organizaciji več škode kot koristi. In boste pač čez 3 leta imeli ful problemov, itak ne boste nobenih rezultatov pač dosegali, vam bomo na koncu še mi denar vzeli in boste čez 3 leta nas prekleli na vse možne načine, tako da ne si tega delati. Pač res izhajajte iz vaših potreb, iz tega, kaj si organizacija želi razviti, kaj si organizacija želi postati. Ni pa enoznačnega vprašanja. Pri enih organizacijah to gre skozi, pri drugih pač ne gre. Tudi, ne vem, če se spomnim postavljanja CNVUS-a 2018, ne 2008, 2009, takrat enkrat smo imeli malo večji rukar, ker smo na novo postavili naše programe, pa smo se točno to sprašvali, ne? Ker to potegne za sabo stvari. Ne? Mi smo takrat v bistvu začeli resno postavljati ta zagovorniški center, ampak to je pomenilo tudi pač resen pretres za organizacijo, ki je šla iz klasične storitvene svetovalne dejavnosti v zelo zagovorniško. In imamo zdaj pač večino naših zaposlenih predstavljajo pravniki, ne pa pač neki svetovalci, projektni svetovalci, kakor je bilo 2008, 2009, 2010, takrat enkrat. Ne? Ampak zato pravim, pač ni odgovora, mi vam ne moramo dati odgovora, tle si lahko sami odgovorite. Pri čemer ne je pa nekaj nasilo noter, ker nima smisla. Pri čemer smo pozabili na uvodu povedati, da kot verjetno pač veste, znotraj programa in vsakega razpisa je postavljena struktura ocenjevanja, določanja, odločanja do končnega. Mi dve z Veroniko ne ocenjujemo in torej nimava vpliva na to, lahko samo na podlagi tega, kar smo programirali, pisali poziv, ocenjevalci so pa potem tisti, ki na podlagi ocenjevalnih kriterijev in vaše vloge podajo ocene. Tako da, ne. Ja, še ta disclaimer, ja. Tako, to je disclaimer. Bi ga mogli dati najbrž še čisto na začetku, ampak tega so pozabili. Mi dve lahko pač svetujemo v najboljši dobri veri, da pač bodo projekti, ki jih dobimo, najboljši. Absolutno je najina želja to, da dobimo dobre projekte, ker se ful radi potem hvalimo na FMO in posod naprej, da smo super in fajn. Zato pač tudi ta projekti so super in fajn, absolutno v interesu. Tudi, da se stvari speljejo dobro in da se speljejo do konca, ampak ja, nimava pa vloge pri ocenjevanju. Tako da to. Dobro. Očitno še organizacijski proračun, potem pa smo. Ja. Tako, ja. Če še kdorkoli karkoli, kar naj se pofočka. Sicer pa gremo še budžet pogledati, ki pa mislim, da je to zelo enostaven, da bolj enostaven ne bi mogel biti. Ampak, evo, ta prvo stran lahko zignorirajte, razen s tem, da morate pač opisati vaše ime in pa kontaktno osebo. Vse ostalo se dogaja na drugem zavihku, kjer je pa v bistvu treba opisati te vaše glavne strateška področja delovanja in pa pač prva je pa kategorija, ki jo imate vsi in to so pač neki splošni stroški za delovanje organizacije. Ignorirajte številke, ki so tukaj noter, to pač so številke, ki smo jih not nametali, samo zato, da smo še enkrat preverili, če res vse formule držijo, pa pač čisto samo zato, da imate neke vzorce. Te vpisi vam pa lahko v bistvu pomagajo pri tem, ko ugotavljate, kaj kam noter paše. Jaz mislim, da se zdaj vidi. Skratka, pri stroških za delovanje organizacije se upoštevajo tisti stroški, ki niso vezani direktno pač na program, ampak ki jih rabite za to, da vaša organizacija izpolnjuje vse zakonske dolžnosti, pa za to, da pač v bistvu
funkcionira kot organizacija. To je pač del dela direktorja, ponovadi če kakšno vodjo pisarne, toliko, kar rabite za neke team buildinge ali pa za vzdrževanje teh nekih dobrega vzdušja v organizaciji. Tudi pač neka računovodstvene storitve in tako naprej. Skratka, neki vaši splošni stroški. Načeloma je to tisto, tudi če danes nehate izvajati vse programe, kjer so stroški, ki vam ostanejo. Torej, tudi vsi zaposleni, ki ne delajo na programih, ampak so pač nek support pač pašejo sem noter. Pri strateških področjih smo jih mi tlele par navedli, ki skupaj ne pašejo čisto zares, ampak smo samih navedli zato, da bi pač imeli nek okvir tega, kaj vse lahko sem noter paše. Tle bo spet pač zelo odvisno od organizacije do organizacije, na kakšen način imate to razdeljeno. Tisti, ki že, oziroma največkrat imate te stvari razdeljene v letnih poročilih, v tistih poročilih, ki tudi pri tistih, ki nimate javno objavljenih, imate pa ponovadi te stvari vključene za kakšne seje sveta ali pa pač upravne odbore. Pri društvih imamo pa kaj že, Tina? Občne zbore, to. Skratka, ponovadi imate te podatke že nekje zbrane, jih dejansko že ločujete po teh področjih. Najlažje je, če pač v bistvu ta področja kopirate, ker je to tisto, s čimer ste navajeni operirati. Sicer se bodo pa pač nanašali na strateški načrt, ki ga date. Tako da pač tisto, kar je tam, to potem preslikate tle in v bistvu preračunate, koliko sredstev rabite za to, da lahko to področje je realizirano na tak način, kot ste ga predvideli v strateškem načrtu. Skratka, to niso pač tiste številke, ki, izhajajo iz tega, koliko imate zdaj sredstev na voljo, ampak dejansko pač je ocena sredstev, ki so potrebni za to, da se lahko vaša strategija realizira. Iz tega bi načeloma moglo biti vidno tudi pri tistih področjih, ki boste v prijavnici navedli, da so tista, ki jih želite dodatno razviti, ki jih hočete še širiti in tako naprej, je pač logično, da bi se mogli tudi budžeti nekako, da se mora to odražati tudi v proračunu, ker se pač, če želimo neko področje razviti, ga nadgraditi, moramo največkrat vanga tudi pač več vložiti, kot smo do zdaj vlagali, sicer ne bo prišlo do sprememb. In to je potem pač tudi vidno iz teh opisov, iz tega budžeta in to so tiste stvari, ki jih v bistvu iščemo. To, kar ste pa videli, je pa to že zelo tak osnoven gospodinjski, recimo temu pač proračun, ne zanima nas zdaj vsak zaposleni posebej, pa točno število ur, pa docentov natančni izračuni, ampak res gre za grobo oceno, približno toliko gre za stroške osebja, toliko gre za potne, toliko gre za zunanje, toliko rabimo opremo ali pa obnovo prostorov in toliko bomo pač namenili dejansko nekemu razvoju in se opiše, kaj to je. In to je to. In to velja pač enako pravilo za vsa strateška področja. Mislim, da imamo tlele prostor za 5 jih, če jih imate več, jih seveda dodate več. Kopirate tele vrstice, če imate težave, lahko pač tudi nam pišete, poveste, hej, imamo 8 področja, mi lahko prilagodite obrazec, pa vam bomo pač nazaj poslali obrazec, ki bo pač prilagojen za 8 področji. Skratka, nismo pa jih hoteli že vnaprej delati preveč, ker to pol pač ne rata neka klobasa in bi pač tistim, ki jih imajo manj, pač to malo sesul stvari. In to je to. Vse ostale stvari se potem zgodijo pač avtomatično, to, kar boste samo pisali, bo šlo tukaj med te skupne podatke in tukaj je pač v bistvu sam nek pregled. Tamle na koncu po teh 5 področjih je pa še v bistvu predvideni prihodki, kjer so pač predplačila z naše strani že vpisana in morate vi predvidevati, kje boste še dobili pač vse ostalo. Tukaj ne pomeni, da morate pač, to so stvari, ki jih spreminjate, pač tle pišete posamezno ministrstvo, če veste, da dobite, del sredstva strani MDDSZ-ja ali pa MJU-ja ali pa Ministrstva za gospodarstvo ali pa za notranje zadeve ali pa kjerkoli pa že. Pri EU virih ste lahko tudi specifični, če imate pač, financiranje strani programa Erasmus+, predvidevate, da boste dobili to, kjer je lahko to, potem je lahko ta drug vir. Skratka, to si prilagodite, to, da so pač čim bolj konkretni, čim bolj vaši.
Pa tle smo jih sam pač par navedli, zato da vam je kot primer, kam vse lahko, kaj vse so lahko te vaše viri, kako jih razbijate, pa dajte jih razbijati. In to je to. Jaz bi mogoče samo še dodala, to je seveda načrt, to je indikativen proračun. Vi niste zavezani ga uresničiti na način, da bi mi na koncu recimo gledali, a ste vi res 20 jurjev dali za stroške zaposlenih v vašem, ne vem, za mladinski center, naprimer, ali je bilo tam 30 ali 40, ne gre za to. Gre samo za to, da se vidi, ali vi znate vašo strategijo misliti finančno. Če imate zdaj recimo 2 zaposlena in rečete, delali bomo to, pa to, pa to, naš cilj je čez 2 leti imeti 4 zaposlene, ali ste to upoštevali v organizacijskem proračunu čez 2 leti, ker seveda mora biti proračun pač večji potem za 60 000 letno, ker zakaj je to pomembno? Zato, ker če vi znate misliti vašo strategijo skozi finance, veste tudi, da če jo hočete uresničiti, čez 2 leti rabite recimo 30 000 evrov več in kaj boste torej za to naredili, da boste ta denar dobili. Se pravi, ta organizacijski proračun je zato, da vam pomaga uresničevati strategijo, mi pa tukaj zato, da bomo mi spremljali, ali ste te škatle uresničili ali ne, ali so kako drugačne. Tako da se ne rabite bati, da vas bomo zdaj mi lovili za te številke, ampak resno pa premislite, ker je to tudi ocenjevalni kriterij, koliko sta v bistvu strategija in organizacijski proračun v skladu. Skratka, koliko organizacijski proračun odseva vašo strategijo. Ja, absolutno. Pač tudi zaradi tega so pač spodaj viri, ki so, ni pač to, da se naslanjate na vire, ki jih trenutno imate in karkoli naprej, ampak ja, da razmišljate v bistvu tudi o tem, kje morate še dobiti sredstva, oziroma ali pa kje lahko dobite še sredstva, zato da boste sploh lahko to pač v bistvu naredili. In je pač tudi čist možno, da ne vem, boste tle predvideli, ne vem, razpis Ministrstva za javno upravo, kjer pač zdaj še nimate sploh, ali pa ne vem, namenitev donacij z 0,5 iz 1% dohodnine, in da se še niso navadila. Pa zdaj mogoče sploh še niste upravičeni, ampak ker je to vaš strateški cilj, v letu za 2023 pa boste že predvidevali, da boste tam dobili 10 jurjev. In to so pač neke te stvari, ki grejo z roko v roki. Skratka, pač ocenjevalci bodo pač budžet brali skupaj z vsebino, ki jo boste prijavljali, in tle more priti do premikov. Če pač ste tam rekli, da boste razvili program, potem se mora tudi tukaj odražati, kako je zdaj razvit program, tudi odražati se mora v tem, kako boste iskali sredstva za ta program, za razvoj tega programa, poleg teh naših 27 000, ki jih dobite na leto. Ampak cifre so pač okvirne, gre za pač razmišljanje, ne bomo vas vezali, vemo, da pač ni nikakršne garancije, da bodo vsi razpisi, za katere zdaj predvidevamo, da bodo, še manj garancije za to, da boste uspešni na teh razpisih. Skratka, to nam je vse jasno, ampak gre pač bolj za to, da vi si postavljate neke realistične cilje že v samem strateškem načrtu in da imate tudi nekje v glavi, kako lahko do tega, do uresničitve sploh pridete in kaj morate za to narediti. Zdaj pa vidim, da so vprašanja v čatu. Ja, mislim, kar jasno kaže, da nekaj nismo natančno razložili, bi pa preden začnemo odgovarjati, tolmačke menjali. Ok, ja, hvala. To sem hotela že prej, ko smo prišli do budžeta, pa sem pozabila. Ok, skratka vprašanje. Ali v proračunu navajamo vsa strateška področja, ki so del delovanja organizacije, ali samo tiste dele, ki smo jih navedli v prijavnici? Ok, tako, ja, tudi v prijavnici je treba razložiti vse. Zato, ker se postavljajo, smo tam zgori rekli, da pač v bistvu postavljate strateške cilje za celotno organizacijo, ne samo za ta dva področja, skratka za človekove pravice ali pa za demokracijo. Skozi govorimo o razvoju celotne organizacije, vlagamo v celotno organizacijo, tako da gre za vse.
Tako da ja, pa hvala Jasmina za vprašanje, očitno ni bilo čist jasno. Hkrati je pa pomembno, zakaj gledamo celotno organizacijo, ker je seveda ocenjevalci morajo vedeti, ali je pri vas področje človekovih pravic ali demokracije eno izmed temeljnih, ali je malo mimobežno v tem smislu. Zato, ne samo zato, ker se razvija celotna organizacija, ampak tudi zato, ker se bo iz celotne strategije videlo, kako pomembno je to področje za vašo organizacijo. Zato pač morate misliti. Kakšno mesto ima, to je pač spet v navezavi s tistim, ali se lahko prijavimo, če smo sicer pač klasični socialci. Mislim, če je pač to toliko obrobno območje, področje vašega delovanja, da predstavlja in čist mečkan košček sestavljanke, potem ne. Spet, mislim, ste upravičeni do prijave in ja, če imate namen razvijati, potem pač ja, sam pač zato, ker pa padete, ker pa tehnično padete noter, je pa škoda vašega časa. Zato, ker spet pač delala se bo potem kvalitativna presoja in takrat se bo gledal, kakšna je zdaj vloga enega ali pa drugega področja ali pa pač obeh področij v vaši organizaciji na splošno. Tako da pač, ja, to. Ok, še kakšno vprašanje? O čemerkoli v zvezi, ker prišli smo do konca predstavitve, tako da zdaj je čas, da vprašate še karkoli vam leži na duši. Tako. Ki je povezano z tem razpisom. Ja, dobro, good point. Evo, sicer pa pač kot je že v navadi pri vseh telih naših razpisih, imamo še vedno na voljo vso dodatno podporo. Mene dobite na podpora@acfslovenija.si, pa na telefonski številki zraven imamo tudi Brigito Patino, ki ju danes, mislim, da nobene ni zraven, tudi za Brigito. Brigita je. A je, aha, ok. Super, Brigita, živijo. Tudi pač nudite podporo, odgovore na vprašanje, na vse te stvari. Dajte pač spremljati še spletno stran tam po razpisih z gradivi, ker tja bomo dali tudi pač to infodelavnico, mislim, te slajde, pa dali bomo to prijavnico, pa dali bomo pač finančni načrt, ki je itak že gor, pa dali bomo gor odgovore na vprašanja, na vsa ta vprašanja, ki ste jih danes zastavili, ful je že nekih odgovorov na vprašanja gor, dodali bomo še sproti, tako da dajte vse to izkoristiti. Pa ja, včasih je lažje, če dvignete telefon, nas pokličete, pa se zmenimo kaj pa kako, kakor pa če se prijavljate, pa pol ugotovite na koncu, da niste bili najbolj srečni. Ali pa mi nismo bili najbolj srečni.